Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Janše ne bo več. Tako pravi Janez Markeš iz Dela. Po volitvah Janša ne bo več predsednik vlade. Spomnimo, Janša ni bil predsednik vlade niti po zadnjih volitvah, dokler ni nekdo odstopil. Vi pa gledate 143. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Faktor tedna je Slovenija, draga domovina, vse najboljše za 30 let. Slovenija bo tako rekoč vsak hip samostojna in neodvisna že 30 let in bo hkrati drugič predsedovala EU. Kaj pomeni teh 30 let in kje smo danes, nam bosta pomagala razložiti naša posebna gosta, dr. Dragan Marušič in dr. Bernard Nežmah. Toplo pozdravljena. Lep pozdrav. Evo, Dragan, Bernard, mi smo si nekako ustvarili reputacijo v oddaji Faktor, da smo vsaj korak pred drugimi, zato tudi praktično en teden prej kot ostali praznujemo 30 let. Je pa res, da danes tudi oddaja Faktor praznuje visok jubilej 600 oddaj. Pa bi najprej začel, če dovolite, z enim lažjim vprašanjem, ne tistim klasičnim. Kje sta vidva bila oziroma kako sta se počutila 25. junija 1991? Če se še spomnite, seveda. Dragan, bi mogoče ti začel. Bom jaz, ker sem starejši, okej. Ti se Jaz se zelo dobro spomnim. A se lažje spomniš ali Ne, težje? ja, sicer pravi, da imam dober spomin. Vse tako imam okej. res, ne, ampak je lahko se spomniti, ker takrat smo organizirali prvo slovensko konferenco v teoriji grafov. To je veja matematike, ki je tesno povezana z računalništvom in odgovorna za boom računalniški, kriptografski, vse, kar je v zvezi s tem. Bili smo na Bledu in prav na dan, ko se je, torej na tisti večer oziroma tisto noč, ko se je to zgodilo, smo peljali vse goste v Ljubljano na to proslavo in potem šli nazaj in naslednji dan skrbeli, kako spraviti te tujce iz Slovenije ven. Tako da pol pa smo nazaj z Bleda, ki je bilo vse zaprto čez ne vem kaj, če se tiste hribovje prilezi do Ljubljane. Ok, se zelo dobro spominjaš. Ja. Ok, super. Bernard, Ja. si bil v Ljubljani ali si bil kje drugje? Jaz se spominjam pa močnejš preteklosti. Aha, ok. Recimo leta 1988 sem bil nek podiplomski študent na Švedskem in ko sem se pol vračal, mi na kraj pametni padel, da bo Slovenija neodvisna. Se pravi, ali pa da je država. Leta 1988 to sploh ni bilo v mentalnem svetu, izvzemši Jože Pučnik, pa mogoče še kdo. In z tega stališča je v resnici bil to tak šok, da če človek za nazaj pogleda, se niti zavedali nismo, ker je padel dobesedno z neba, malo s pomočjo Gorbačova, malo z Miloševičevo aroganco, malo seveda spretnostjo bi rekel Pučnika, Peterleta, Janše in Tovršije. Tako da ima pa eno posledico, ker nekaj, kar pade z neba, ljudje manj cenijo. Recimo, če vzamemo Katalonce, ki se že stoletja borijo in zdaj zelo ostro zadnjo desetletje, oni, ko pride pri njih ta neodvisnost, bo to gotovo veliko globje in bolj temeljito čutili. Ja, bi se kar strinjal, se mi zdi, si dal dobro izhodišče za naslednjo vprašanje, namreč ob osamosvojitvi, pa tudi še malo kasneje, se je zelo vlekla ta debata, sicer pač tako v širši javnosti, ampak vendarle Slovenija kot druga Švica, ne, in v glavnem zdaj poslušamo po 10, 20, 30 letih, da pač nismo druga Švica in tako naprej, ampak vendarle, ne, kot si ti omenil, Bernard, kje smo štartali, pa kje smo danes, smo marsikaj dosegli. Kako se vama zdi? A smo Slovenci pač premalo zadovoljni, kot ti praviš, Bernard, premalo cenimo to, kar smo dosegli, kar se nam je zgodilo, ali smo upravičeno pač kritični do tega, kar imamo danes? Ja, kritičnost je nekaj najboljšega, kar v družbi obstaja. To absolutno. Jaz imam večji problem miselne avtarkije. Danes, pač že v času govorili, recimo stara partija, Slovencija ne more biti Švica, to smo že zamudili. Danes je najbolj običajna prispodoba, kaj Slovenija kot strah opozicija ali pa opozarjanje, da bo druga Madžarska. Zdaj, kaj je problem pri teh merskih sistemih? Da to pripovedujejo ljudje, ki pojma nimajo kaj na Madžarskem, ki tam niso bili, ne poznajo ne politike, ne bivanja.
Tako da to je en vrak, ker bi rekel, tle gre za floskule. Floskule, da se ti lahko primerjaš, moraš v resnici dobro cel svet poznati. In z tega stališča je meni bolj zanimiv, recimo, če gledamo, kaj se je zgodilo danes, oziroma kaj je zgodovina teh 30 let. Prvo, vidim en resen problem, da ene smiselne zgodovine nimamo. Če bi pogledali, česa se spomnimo tam začetka 90-ih, da Janša recimo izrekel en stavek, da to je labodji spev nacionalne televizije, ki so ga kovali skozi desetletja. Ni v spominu pa recimo Drnovškova vladavina, ki je bila značilna po tem, da je bil razcvet borze, bančništva in vsega podobnega. In v tistem času je bilo to nekaj popolnoma nedolžnega, samoumevnega, da je mogel priti, se pravi Bajuk v novem tisočletju, ki je vpeljal preprosto stvar, to je davek na kapitalske dobičke. Se pravi, imeli smo 6-7 let dobesedno plenjenja. Če si bil ti obrtnik, si plačeval davke, medtem ko če si bil borznik in ta podporna ekipa takrat LDS-a, so ti odpisali, oziroma to sploh ni bilo v miselnem svetu. In zdaj, kar je zanimivo, da ta oblika, kako bi rekel, korupcije, sploh ni bila nikoli izpostavljena kot resen problem tedanje vladavine LDS in Drnovška. Zato, ker jo mediji niso percipirali, zgodovina se pa pravzaprav ni ukvarjala z dejstvi, ampak recimo z temi krilaticami, idejnimi ali pa tovrstnimi opisi. In z tega stališča imamo pravzaprav težek problem sploh misliti zgodovino, ker za zgodovino jo moraš poznati. Poznati dogodke, poznati tudi tisto, kaj se ni zgodilo, pa bi se lahko zgodilo. In taka kakšna globja ocena, kaj se zgodi, rečemo v športu, je to bolj enostavno. Pogledaš rezultate na svetovnih prvenstvih, evropskih, pa vidiš, kako država kotira. Tukaj eden iz momentov možnih bi bil gledati nacionalni produkt. Nekoč v Jugoslaviji so, se pravi partijske deželi še, smo veljali kot čudo vzhoda, in smo bili vsi navdušeni, arogantni nad temi bednimi vzhodnjaki, če tako rečem, ob tem, da nismo ničesar poznali. Sej nisi vedel, da imajo tam večjo svobodo gibanja, mislim svobodo izražanja na poljskem, češkem. Zvedel si to, kar ti je režim dal. In to je še vedno en resnih problemov, za kakršnokoli presojanje moraš kaj vedeti. Vedenje pa zdaj to svetovno pri nas minorno. Ampak imamo pa danes sogovornika, ki pa je eksaktni človek, matematik, Dragan, kaj ti praviš na vse to? Ja, svet sem premišljeval, kako bi pravzaprav, ker znam razmišljati samo iz matematike ven. Noter v matematiki sami po sebi. Pa to ni najslabša stvar na svetu. Ja, pa malo sem premišljeval o Sloveniji, v tem smislu. Zdaj bi zelo na hitro sam povedal, kaj je simetrija v matematiki. Če imamo kvadrat pred sabo, pa ga vrtimo za 90, 180, 270, 360, bo za nas, ki bomo zunaj opazovali, se ne bo nič spremenilo. Temu se reče simetrijske transformacije nekega predmeta, nekega sistema. Zdaj, če to paralelo povlečem na recimo neko človeško skupnost, tudi državo, civilizacijo, kakršnokoli lokalno skupnost, potem ekvivalent tega aksiomatskega sistema, ki določa, kakšen kvadrat je, da ima te pravokote in tako naprej, bi bil nek sistem vrednot, ki lepi skupaj to skupnost. In te transformacije, ki ga naredijo neobčutljivega, torej za katere je neobčutljiv, so pa tiste, ki jih lahko uporabi, ko ima zunanje izzive. Ko neka skupnost ima zunanje izzive, se odzove z nekim naborom z nekim softverom nekih rešitev. Zdaj, problem pri Sloveniji je dvojen. Je tako pri prvi komponenti kot pri drugi. Prvič, nima enotnega vrednostnega sistema, ki ima dva. Ima žal partizanskega in domobranskega, če se lahko tako izrazim. In enovit je lahko samo pri kakšnem športu ali pa dobrodelni akciji. Obenem pa tolče po glavi vse tiste posameznike, ki ven štelijo z izjemo športnikov, tu dopuščamo. In to so ravno tisti, ki bi pa našli rešitve v takih situacijah kriznih. In jaz ne vidim prave prosperitete, dokler se ne bo vzpostavil en tak avtentičen znotraj, iz naroda ven, iz nacije ven,
tak vrednostni sistem. Ker vsi, ki so nekako od zunaj oktroirani, ne? Ali iz Beograda oktroirani, zdaj sem B se je zamenjal, zdaj pa je iz Bruslja oktroiran. Ne? Če tega ne presežemo, v nekem smislu, jaz včasih svojim kolegom tudi, ki so z enega pola ali drugega, rečem, tako kot v Nemčiji in Avstriji, dokler ne bo SDS in SDS skupaj sestavil vlade, simbolno govorjeno, ne vidim koraka naprej. A pa je sploh možno po vašem mnenju imeti nek avtentičen vrednostni sistem v Sloveniji, ali smo mi toliko majhni, toliko upeti v te neke svetovne tokove, da pač edino, kar je, lahko plavamo s tokom, bolj ali manj uspešno? To bo Bernard rekel. Ja, zdaj... jaz bi si želel, da bi to bilo. Ne? In zdaj, mogoče samo stavek 2. Rad bi videl, da bi, recimo, zdaj bom čisto konkreten, da bi bila bolj policentrično razvita Slovenija. Se mi zdi, da je bila bolj policentrično razpotegnjena znotraj Jugoslavije. Po Sloveniji se je zgodilo to, da je Ljubljana se vzpostavila kot prestolnica, poskušala se čim bolj približati drugim evropskim prestolnicam, vse ostale kraje so pa enako zatolčeni kot prej. Maribor, ki je bil glavno industrijsko središče Jugoslavije, je zdaj, vemo, kaj je. Še tista univerza, ki je pušča, ker vse kadre vzame Graz. Koper pa nikakor Slovenija ne zna izkoristiti kot ta pravo okno v svet, ker bi morala imeti, ne vem, vsaj eno ministrstvo v Mariboru, eno v Kopru, za bodočo vlado bi pričakoval. No. Okay. Ja, mogoče tole je odličen primer, da bi poenotenje, da imamo poenotenje, da je poenotenje kdaj škodljivo. Namreč, očitno vse vlade, tudi tisto, ki je simbolično, mislim, zdajšnja je simbolično nekaj predstavlja, en del ministrstva pa se pravi, mislim, da je bila Bajukova vlada, se strinjajo v tem, da sprejemajo ljubljanski centralizem. Namreč, kaj bi bilo lažje kot eno gesto narediti, da bi ministrstva malo podeželje razselilo? Pa bi določil enih 6 metropol še zraven in jih predstavil. To bi bilo odlična investicija vse te kraje, ker namreč bi cela infrastruktura, potem gostilne, vse več počne, ljudje tam bivajo. Ampak je tukaj popolnoma vseeno, katera vlada je, nobena zaenkrat ni naredila nič odločnega v to smer. In to, kar zdaj pripovedujem, se sliši skoraj bogokletno, pa bi moglo biti nekaj najbolj naravnega. Ne? Danes pa res ni problem v komuniciranju, da imaš sedež, da bi imel nekaj v Celju, nekaj v Gorici, Kopru, kjerkoli. Veš kaj, sam toliko vprosti, Bernard, je vseeno, katera vlada je, ni pa vseeno, kdaj imamo mi oglase. Tako da se ti opravičujem, zdaj moramo iti na oglase, ampak ne nam iti, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšna je Slovenija, ko praznuje 30 let. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Dragan Marušič in Bernard Nežmah, pogovarjamo pa se o tem, kakšna je Slovenija, ko praznuje 30 let. Bernard, prej sem te moral grobo prekiniti, ker smo šli na oglase, ampak zdaj, ko poznamo ugled nazaj, se lahko delamo, da nadaljuješ tam, ker si končal, pa evo, izvoli. Končal si, mislim, da glih pri poenotenju, kadar je to slabo, ne? Ja, zdaj, seveda, hujš je pa to, kar je Dragan pripovedoval o dveh miselnih vzorcih, kjer pravzaprav se pripadniki obeh odpovedujejo mišljenju. Mišljenje v tem smislu, da je najpomembnejše misliti in videti stvari znotraj vrednostnega sistema, ki suportira tvojo opcijo, in ne seči preko. Ne. To je zdaj neugodno, zato ker količina idej in pogledov se zelo zreducira v takem sistemu. Zdaj, če bi ga, tako bi rekel, probal historično razumeti, je to na nek način posledica skokar mnogo drugega, ne, tega enopartijskega režima, ki je bil, katerega značilnost je bila, da oseb ni gojil dialoga. Ni gojil dialoga z nasprotniki in tudi, bi rekel, ko se je začel v partiji Orang zelo resno polemizirati, je samo še razpadla lahko skupaj z državo. Skratka, tega ključa, da sobivaš ob tem, da si različno gledaš in da kdaj tudi zgubiš, neusodno,
Tega nismo imeli. Tega nismo imeli in danes je seveda tudi ena neugodnost, če pogledamo, kdaj končaš v TV dnevniku, če si poslanec, opozicijski, takrat, ko boš imel najbolj nore, najbolj radikalne metafore, kritike vladne poteze. Skratka, in to je en večjih resnih problemov, jaz mislim, politike in medijev, ker implicira popolnoma zgrešeno predstavo realnosti. Recimo, kaj zdaj odmevali? Da je Janševa strahovlada. To je ponarodelo. Zdaj, če gledaš strahovlado tam, kjer so strahovlade bile, pač ugotoviš, da to težko imenuje strahovlado in da v strahovladi ta, ki se dere, da je strahovlada, da je oslednji junak nacionalne televizije, to je kontradikcija samo v sebi. In, ali pa tudi po drugi strani, recimo opisovanje koga z nacistom, s fašistom ali pa s Hitlerjem. Tako iz mojega stališča jaz bi rekel, to ponavadi se pojavi takrat, ko govorec nima neke vizije, ne širine, ne miselne globine in potem je najbolj zanesljivo en tak glasen, alarmantni joker, s katerim nastopa. In vse to je potem pravzaprav onemogoča dialog. Težko se začneš pogovarjati z nekom, če ti rečejo, da si Hitler. Ja. Ti se z njim potem še težje pogovarjaš. Seveda, ker pol si neresen. S Hitlerjem se ne moreš pogovarjati. Seveda, če se čez pol meseca začel pogovarjati, pol pomeni, da si pretiraval. In če zdaj pogledamo, tako lep primer je bil v Ženevi. Biden je opisal Putina kot morilca. Putin je nekako odvrnil in rekel, to je tako, da to je počasi običajno, da to, kar misliš o sebi, projiciraš v drugega. Skratka, jasno. In imamo torej dva politika, ki drug o drugemu govorita, da sta morilca. Skratka, nekaj, kar bi rekli, je nezdružljivo, nemogoče, kaj boste počela. In ko se te dva državnega torej srečata, se mirno pogovarjata in ko jo vprašajo, kje v morilcih, noben hoče o tem nič povedati več. Hočem reči, te dva sta bila recimo zgled sposobna, da iz te retoričnega spopada preideta bi rekel, resno politiko. Pri nas so kdaj te besede, s katerimi oblepijo drugega, postanejo tako močne, da onemogočajo nadaljnjo komunikacijo. Ja, bi se kar strinjal, se mi zdi, da saj še pred leti, ko sem bil tudi sam aktivno v politiki, nekako vsaj tisti, ki so bili v politiki, zdaj za ljudi je bilo to mogoče drugače, ki to spremljajo nadaljavo, ampak so razumeli, da nekaj je, če uporabim športni termin, kar se dogaja na igrišču, drugo pa je potem, ko je tekme konc. Zdaj se mi pa zdi, da te tekme ni nikoli konc, oziroma da kar traja, se pravi, da so tudi dejansko osebni odnosi med političnimi strankami pri nas, lideri ali pa političnima poloma, so enako slabi, kot je njihova retorika, ki bi naj bila v funkciji pač doseganja lastnih političnih ciljev. Dragan, kaj ti misliš, zakaj recimo to, kar pravi Bernard, to pretiravanje, se pravi to poskušanje, da z nekimi najhujšimi možnimi kvalifikatorji označiš tistega drugega, je to posledica pač današnje družbe, da te sploh slišijo, ali so kakšni drugi razlogi? Poskušam premišljati, najti kakšen razlog, ki je meni očiten že dlje časa, namreč upadanje kognitivnih sposobnosti človeštva. Zaradi pretiranega tehnološkega razvoja vse manj počnemo tisto, kar nas je prej določalo kot človeka. To se pravi, da smo svoj miselni aparat, kako bomo zmožni dialoga, se še monologa nismo zmožni, ker rabimo vmesnik do interneta, da sploh sami sabo komuniciramo. Poleg tega nas je še ta koronavirus v zadnjem letu in pol nam je odrekel še tisto, kar je bistveno definira človeško, da si blizu z drugim. Se pravi, dve neke vrste konstanti, ki določata človeškost, izginjata in potem vidim v taki retoriki nek nadomestek za tisto praznino, ki nastaja v tem aksimatskem sistemu, ki jo določa človeško skupnost, kjer sta socialna nedistanca in razmišljanje iz sebe ven, bistveni kategoriji, in če tega ne boš porabiti, potem ostane samo še kričanje. Tukaj je treba nekaj storiti, vkolikor ne želimo pristati tam nekje leta 2050, kdaj se bo zgodila ona singularna točka, ki jo sicer jaz saj ne bom doživel, ampak
mogoče pa kdo drug ja. Ne zdi pa se mi z mojega zornega kota to prijetna perspektiva. Ampak spet ne, provociram pod vprašanje, kaj pa lahko storimo? Kaj lahko storimo? Ja. Ja, jaz poskušam računati na pamet namesto s kalkulatorjem. Poskušam slediti, ker kot veš, sem vneto računal pri koronavirusu stvari. Zdaj pripravljam, jutri vržem ven en video, kjer bom natančno poračunal, da tudi za prebolele je varnost pred novo okužbo približno enaka, kot če se s Pfizerjem, uporabil sem isto metodologijo, mi pride tudi 95%. Tako da rad bi videl, da se ljudem sporočajo konkretne številke, kjer je zadnja neka strokovna zaslomba, brez ustrahovanja. Naprimer, za začetek. Izvoli, Bernard. Malo navezal na tole, je misel, prejle izrečena bila res precej fatalna. Zlom ali pa opešanje kognitivnih sposobnosti. Zdaj, če se človek vpraša... Prosim, Bernard, samo da potrdim, to me bega že 3-4 leta. Odkar sem kot direktor spremljal malo bolj iz nekega drugega zornega kota to. No. Ja, jaz, če tako rečem, čisto empirično na strani medijev. Okay. Recimo, prednost tele oddaje tvoje je, da da čas. Se pravi, da lahko ti neko misel malo razvijaš, kot kdaj že Chomsky rekel, da rabiš 3 minute, če hočeš kaj argumentirati, da pač v 2 stavkih lahko samo floskole ali pa samo opredeliš se. In če vzamemo eno tako reprezentativno oddajo, ki je že dolgo, recimo Odmeve. Jaz se spomnim tam okoli leta 2000, pa še prej so trajali kakih 20 minut in več. Danes lahko trajajo 6 minut. Se pravi, 3-kratno so skrajšali. Misliš nastop na Odmevih, ne? Odmevi kot oddaja. Povečali so število gostov in skrajšali so te... število gostov je bilo lahko mogoče tudi večje, ampak drastično so skrajšali čas. Da bi imeli govorne oddaje, ki bi šle dialoško, ki bi bile daljše uro, pa pol je nekaj... In še tisto, kar imajo, recimo, z Eriko Žnidaršič je to preveč histerično. 1000 zornih kotov nastopajočih sploh ne more priti do pogovora. Se pravi, ko imaš ti skozi televizijo, lansiraš recimo, polemike, ki rabijo, kot rečeno, nekaj časa, volumna, se lahko ljudje privajajo temu, da obstaja neko pravilo argumentiranja, da se potem pač gre poskus napada, protinapada miselnega. Lahko sledijo eni obliki tega kognitivnega percipiranja. Zdaj, ko televizija to krči, in če nacionalna, ki ima pravzaprav vsa sredstva, da bi to imela, krči, je to vsekakor zelo močen zgled. Zgled in ti na televiziji gledaš one kratke flashe in se ti življenje potem spremeni tako kot na internetu, ko so ljudje sposobni samo kratke. Neka stvar, ki sem zadnjič gledal pri neki diplomi, ki me je zelo začudila, sploh pomislil nisem, da se zelo znižuje število filmov, ki jih ljudje vidijo. Ob vsej možnosti. Zakaj? Film je vendar predolg. 2 uri traja. In v primerjavi z vsemi drugimi alternativami in ta odsotnost časa ali pa proge, ki konec koncev, če bi se dali zelo preprosto, če vzamemo Vojna in mir ima par tisoč strani, danes jo težko kdo bere, ampak če bi lahko napisali na 20 stranih, bi to naredil že Tolstoj. Skratka, smisel je za določene stvari, da imajo dolžino. In šele znotraj dolžine lahko gremo mi skozi vse spremembe, perifraze, karkoli. In mediji definitivno samo suportirajo principe, oziroma celo sledijo jim, principe z YouTube in podobnih takih insta oddaj, kar tam se ni več, če dalje manj prostora je tam za razum. To je od bleska, ne more biti kratek geg in kratek geg, pravzaprav to ni mišljenje več. Ja. Če bi tukaj dodal točno na žebelj je bilo to udarjeno. Prišla mi je naslednja misel. V matematiki je tako, da se
človeka, ljudje, raziskovalci, leta in leta, lahko tudi celo življenje ukvarjajo z enim problemom. Naprimer, tisti famozni, tako imenovani Fermatov zadnji problem. X kvadrat plus y kvadrat je z kvadrat, ne? X, y, z so naravna števila, to so tako imenovane pitagorejske trojice. Dokazati, da za noben drug n to ne drži, da samo pri n je 2, samo v tem primeru obstajajo taka 3 naravna števila. To je znan matematik Andrew Wiles, ki je to rešil. On je 7 let bil skrit v svojem podstrešju in to reševal, hodil na univerzo in pisal neke druge članke, da ljudje ne bi vedeli, kaj pa on počne, če ne bi nič objavljal. Ne. Skratka, investiral je praktično celo življenje, že kot otrok je začel o tem razmišljati, ne, in tako dalje. To se mi zdi danes skoraj da nemogoče, ne, v splošni populaciji. Razen, če bi bil v kakšni posebni ustanovi s tapiciranimi stenami, tam bi recimo šlo. Ne? Ja. Če se malo vrnemo na debato o enotnosti, če se strinjate, zdaj področje, kjer tudi ste sama rekla, ne, se mi zdi, pa smo Slovenci enotni, imamo tudi objektivno najboljše rezultate, mednarodno primerljive, je pa šport. Ne? Šport ni igra vtisov, igra številk, številke ne lažejo, bi rekel Dragan. Ne? Zakaj recimo se vama zdi, ker če bi pa pogledali nazaj, ne, ob osamosvojitvi, se mi pa zdi, da je najmanj bilo optimizma na področju športa. Ne? Slovenci pač smučarji, analogija Švica, ne, mogoče bomo dobri v smučanju, v drugih športih pa ne. Zdaj smo mogoče celo v smučanju relativno slabši od nekih drugih športnih panog. Zakaj recimo vidva mislite, da nam pa na področju športa tako uspeva se in poenotiti in ne glede na to, da nimamo nekih objektivnih super pogojev, niti vložkov, pa ne tako mednarodno primerljive vrhunske rezultate dosegati? Ali je to neka trma slovenska, ali je to neki nad, ali kaj bi to bilo? Odprt prostor je bil, ne? Vsaka država mora imeti tudi neko svojo nacionalno reprezentanco, zlasti recimo v nogometu, pa če so še kakšni športi, ki so relativno bili dobro postavljeni za časa Jugoslavije, košarka, tudi v Sloveniji ima dolgo tradicijo. Tako, to je en moment. Drugi moment je pa ta, da vendarle tam so tvoji konkurenca in tisti, ki določijo tvoje mesto, so zunaj te države. Ne? Je bolj objektivno in je malo teh subjektivnih odnosov in ne vem kaj, slovenske nevoščljivosti in tako naprej. A si ti mislil, Bernard, da bomo mi boljši v bistvu v športu dejansko, ne, če pogledamo že širino panog, pa tudi rezultate, kot smo bili recimo v Jugoslaviji? Ne? To je fascinantno. Ne. Tukaj najbrž jaz bi poskušal to pojasniti z spremembo režima. Namreč, kakorkoli se ponavljam, pa sem dolgočasen, ko govorimo o komunizmu, tam je bila sistem, tako kot so imeli Rusija, ne, so imeli CSK in se je vedel, kdo mora biti prvak, potem so pa lahko ostali. Zdaj, kaj je prinesla slovenska država in ta razcvet preko tržne ekonomije ali pa saj odsotnost partijskega nadzora, veliko improvizacijo. Zdaj poglejmo, kaj se dogaja v nogometu. Eno leto je bil prvak Koper, pol Celje, Murska Sobota, nekaj nezamisljivega. Ne. In včasih je bilo to res nezamisljivo, zato ker se je držal, bi rekel, se kar predpostavljali, kaj mora biti center, kaj mora biti regija, kaj treba podpirati. Ne. Zdaj, ko je to prepuščeno, bi rekel, entuzijastom, ki lahko potem z spretnostjo nekaj izpeljejo, se je zelo povečala konkurenca. Ne. Krajev, odkoder lahko pridejo šampioni, je naenkrat veliko več. Ne. Prej smo se pogovarjali o centralizaciji, ki je v politiki, tudi v resnici v kulturi, v znanosti zelo močna. Je mogoče v športu na nek način relativno manjša. Ne. In to je potem lahko čisti zgled. Ne. Če bi bila država bolj pluralno segmentirana, bi bilo seveda kraje, odkoder bi prihajali uspehi, mislim, da bistveno več. Bi jaz dodal še svoj lonček tukaj. To vse drži, omenjena je bila znanost. Ne? Zdaj, pri znanosti se ne da tako z improvizacijo, razen v tistih vedah, ki ne rabiš toliko sredstev, je res vse zelo zavisi od tvojega miselnega aparata. Ampak, ne vem, za fiziko, kemijo rabiš bistveno več sredstev kot za matematiko. Ne? Zdaj pa, realna situacija je pa v Sloveniji taka, da je 85% vsega denarja v visokem šolstvu in v znanosti, to je moja bolečina, v Ljubljani. Ne? Efekta pa vendarle ni teh 85%. Pa tudi, če bi bilo,
je treba se zavedati, da potencial večjega outputa ni več v Ljubljani, ampak v krajih, ki so nekako pridobili neke inštitute ali univerze izven Ljubljane same. Ne. Tako da 4 leta sem sodeloval, ali pa 3, zadnje leto ne, pri delanju tega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki bi marsikaj v tem smislu pomaknil naprej, ampak vedno se je zalomilo, ker je vlada padla. Ne. Tako da ne vem, kakšna bo usoda pri tej vladi, ker je ta v proceduri že spet 6 mesecev, bi pa pomenil velik preskok naprej, da bi preko znanosti izven Ljubljane lahko dosegli večji učinek in tisto regionalizacijo ali pa razpršitev policentrično. Ja, zdaj, dostikrat tudi rečemo, tranzicija v Sloveniji ni končana in zaradi tega imamo pač probleme. Ne? Ampak po drugi strani, če gledamo, kaj pa kontinuiteta? Zdaj, rekli smo že ravno kar Dragan, v politiki ne vidimo zdaj, vsaj v zadnjem času, neke blazne kontinuitete. Ne? Mandati praktično se nobeden ne zaključi 4-letni, tako kot bi se moral. Mislim, da smo imeli že 3 predčasne volitve, ne? Eni so se zavzemali že 4. zaporedne predčasne volitve. Kaj je zdaj po vajenem mnenju tisto, kar bolj določa Slovenijo ta hip? Tranzicija, neka sprememba ali kontinuiteta? Jaz bi težko govoril o tranziciji. Tle bi se strinjal z pogledom, da je bila Slovenija manj centralizirana pred letom 90, kot je zdaj. In tukaj bi rekel, na nek način ne bi rabo tranzicije, tle gre ravno v nasprotno smer. In zakaj, če še enkrat, se mi zdi, da je ta tema res pomembna, centralizem pa pluralna razdelitev države. Namreč šele to omogoča tekmo. Tekmo, v kateri lahko večja količina državljanov sodeluje. Tekmo v tem smislu, da med univerzami, med inštituti, posamezniki, konec koncev veliko večje število ljudi lahko angažiraš. In pri športu je očitno to lažje, ker je ta infrastruktura veliko cenejša, kot pri znanosti. Ampak meni se zdi to bolj krucialno, kot vprašanje zdaj, ama vlada preživi 4 leta manj. Če gledamo, imamo sosede Italijo, ki je bilo to čist normalni modus vivendi, da pač nisi vedel, kdaj je vlada pade, katera je. Zdajle imamo aktualno res lep zgled, da je manjšinska vlada izjemno stabilna. Tako stabilna že zdaj pa ni bila kakšna vlada. Torej, da so te termini pravzaprav sami po sebi, te vladni prehodi, da za to dimenzijo centralističnega koncepta države nimajo nekih silnic. Dragan? Ja, več ali manj bi se kar strinjal, da je šlo, torej ta tranzicija, ki je minus tranzicija, tranzicija na -1, to je še poslabševanje. Zaušla na psa, hočeš reči. Ja, bom z enim konkretnim primerom. Univerza na Primorskem je nastala leta 2003. Potem, ko je vsaj dobrih 10 let, mogoče 15 let, je to vrelo med recimo nekaterimi Primorci oziroma meščani Kopra in obalnih občin. Na koncu je nastala kot politični projekt, pri čemer imam verjetno veliko zaslug prva rektorica te univerze, da se je to sploh zgodilo. Vsebinsko sicer je veliko nas sodelovalo pri tem, ampak jaz bi si predstavljal, da bi samostojna Slovenija to vzela kot lastni projekt, kot državni projekt, da postavi, tako, recimo kot so postavljene univerze v Ameriki, rečejo, tja bomo dali univerzo, zato ker bo služila temu namenu. In imeti univerzo v Kopru, tistih 40 km obale, to je strateška pozicija, dati neko ministrstvo, dati določene institucije tja, bom takole rekel, če bi Koper imel 100.000 ljudi, namesto 30, koliko jih ima mesto, potem bi naša situacija v Piranskem zalivu bila boljša. Bom takole rekel. Če bi bila večja specifična teža in umna država postavi svoje glavne točke, ki določajo njeno specifično težo, ki določajo njeno strateško pozicijo, na tiste punkte, kjer bo imela največ vpliva navzven. In to me moti, kot sicer sem
res da rojen Koprčan. Iz tega stališča me moti pa tudi stališča kot državljana te države, da tega ne zmore premisliti. Ne more Ljubljanska univerza komunicirati s Trstom. Ljubljanska naj komunicira z Rimom in ne vem s kom še, s Cambridgeom in tako dalje, in naj pripusti komunikacijo z okoljnimi državami in univerzami, manjšim univerzam. To pomeni, da mora tudi njih razvijati. Močnejše, ko bodo te univerze, močnejše, ko bodo, če govorimo o znanosti, ker tukaj prihajam, močnejša bo tudi Ljubljana, močnejša bo cela država. Ja, oziroma, tle še drug moment. Število univerz je več kot nujno glede na mandarinstvo univerz, kjer je pravzaprav ena serija skupin, ki držijo položaje in je, bi rekel, promocija ali pa prid v neko okolje, kdaj skoraj nemogoče, in zato so rešitve, recimo skok v Koper, cela serija zelo izjemno bistrih ljudi se lahko realizirala šele v Kopru. Po drugi strani je pa še nekaj zanimivo, ta politična praznost, slepota. Kot je Dragan rekel, zelo pomemben je, da imaš eno serijo univerz po državi. Recimo naši pradjedje v 19. stoletju so stremeli zelo k temu med gimnazije. Kraj, ki ima gimnazijo, je doboteža, od Idrije naprej. In izjemno pomembno je bilo, pa še slovensko gimnazijo dobiti, se zaveda, da to je pač eno turišče kraja. Ne samo, da je cela količina ljudi, ki tam živi, lahko študira. Potem ljudje imajo službe, zaposleni so, v kraju živijo torej intelektualci, profesori. Tako da ta funkcija šol, vseh mogočih, od univerze navzdol, ki bi dajale kako bi rekel, impuls krajem. To bi mogel biti političen projekt in v tem smislu jaz česa podobnega pač skoraj ne opazim. To je bilo dejansko stvar spletka ali česarkoli uspeh Koprske univerze. Bolj slučaj kot... Ja. Počasi gremo v koncu oddaje, tako da mogoče še en izziv za vaju. Tako predsednik države kot predsednik vlade sta se vrednostno, družbeno, tudi politično v končni fazi izoblikovala že v prejšnji državi, v prejšnjem sistemu. Je to znak, da smo še vseeno premladi, ker v 30 letih očitno po samostojnosti še nismo uspeli sproducirati politike takega ranga, da bi jim lahko vsaj približno pariral, če gledamo staž, funkcije in tako naprej. Lahko jaz najprej. Tudi jaz sem se formiral v prejšnji državi. Ja. Moje delovanje kot matematika izhaja iz tega, da sem bil uspešen tekmovalec na tako imenovanih zvezdnih tekmovanjih iz matematike. Okay. Tako da učil sem se iz matematičko-fizičnega lista, ki je izhajal v Zagrebu, in kupoval sem knjige za srednješolsko matematiko, posebne naloge v Beogradu. Tako da, če je še kaj ostalo iz prejšnje države in dobro deluje, naj ostane. Okay. Bernard? Ja, več kot res. Če jaz pomislim, v času študija slovenskih prevodov ni bilo, torej si se mogel naučiti bodisi francosko in drugih jezikov, ali pa v najslabšem si pač posegel po srbskih prevodih, ki so bili pa seveda bistveno boljši od slovenskih, ki jih ni bilo. Tako da jaz mislim, da to je irelevantno, v katerem času se je kdo formiral, namreč saj nisi kontaminiran za to, ker si se konec koncev veliki umi so bili tudi v diktaturah, so živeli. Tako da... To je res. Kaj bo pa čez 30 let, pa takrat? Za danes pa dr. Dragan Marušič, dr. Bernard Nežmah, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o Sloveniji, jubilejni že 600. Faktor na TV3. Glejte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali, kaj počnejo ženske v politiki. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.